Stečajni upravitelj Vinaga Simon Prelogar je po neuspešnem razpletu zgodbe razpisal novo dražbo, ki bo potekala 22. februarja. Vinag torej tudi v četrtem poskusu ni bil prodan, četudi je ameriški poslovnež James Lukežič kazal resne namene. Res je mislim, da že peti poskus prodaje bo. Problem je bil v tem, da so bile zelo visoko izračunane likvidacijske vrednosti premoženja. Bile so izračunane na 4 milijone 200. Kupci so pa bili pripravljeni ponuditi približno pol manj. Težava je bila predvsem v upnikih, ki se sprva niso strinjali z manjšanjem visoke kupnine, vendar kasneje vseeno spremenili stališče ter dali soglasje za znižanje kupnine do tržno sprejemljive cene. Kljub resnemu pristopu in pojavljanju v medijih, kjer ga je časnik Večer predstavil kot velikega odrešitelja domače vinske produkcije, James Lukežič ni izbral obljubljene kupnine. Po zakonu je točno določeno, da kupec, če ne plača v roku določenim kupnine, mu lahko za 15 dni podaljšam, potem lahko pa jaz odstopim od pogodbe. In zdaj, ne glede na to, kaj upniki rečejo, tako je zakon določen. Jaz sem sicer šel se na svojo roko, pa sem še podaljšal dodatno temo, vendar pa se mi že ni več zdelo prav, da podaljšujem, ampak zato, ker moramo vinograde začeti obdelovati, sem jaz moral iti v novo prodajo. Zaplet še najmanj ugaja upnikom, med katerimi je tudi občinski Nigrad, ki je stečajnemu upravitelju prijavil za dobrih 15 000 evrov terjatev. Zdaj nam je interes, da se naše terjatve v čim večji meri poplačajo, tako verjetno tudi ostalim upnikom, kdo pa kaj bojo pa s tem upravljali dalje, pa pač lahko samo zaželimo veliko sreče, kdorkoli to bo. Stečajni upravitelj bo tako še petič poskušal prodati premoženje Vinaga, skupaj s staro kletjo pod mariborskim mestnim središčem, novo kletjo v Košakih ter 53 hektarjev vinogradov v Košakih, Jarenini in Svečini, ki jih trenutno obdeluje Ptujska klet. Del prodaje je tudi blagovna znamka Vinag in njegove druge registrirane blagovne znamke, kot je na primer Mariborčan. Izklicna cena Vinagovega premoženja bo 1,8 milijona evrov, ponudniki pa morajo najkasneje en delovni dan pred javno dražbo plačati varščino v višini 180 000 evrov.